Živijo. Dobrodošli v naši kuhinji. Odločila sem se, da vam tokrat predstavim dvojček pink pepper in kardamom. Tukajle. Pink pepper in kardamom sta vsekakor veliko več kot en tak fajn kulinarični dvojček. Pri nas doma jih kar veliko izrabljamo. Mogoče bi se najprej posvetila pink pepperju. Že na svojem blogu sem lepo spisala veliko o našem pridobivanju teh krasnih sadežev. Pink pepper sicer nima za, bomo rekli, rastlino črnega popra nad skupnega, ampak se poprovec iz pink pepperja res razraste v eno tako visoko, veliko drevo, ki ga je treba ubirati. In to, kar se ubira, rožnati sadeži, zato mu velikokrat rečemo kar lepo po slovensko rožnati poper. Ma podobno, ampak nikakor ne enako aromo kot črni poper. Se ga pa velikokrat izrablja, raven zaradi tega, zato sem rekla, res v osnovi kulinarični dvojček, v raznih polivkah, lahko v napitkih, sploh toplih, recimo jaz pink pepper res največkrat pijem v kavi, pač kakršnokoli kavo imate radi. Zelo dober recept je, tudi ki ga nisem zapisala na blogu, pa mogoče ga vsem zdaj tukaj omenim, je bulletproof coffee. To se pravi, da si pripravite espresso kavo, kakršno pa želite, noter dodate potem ali res ta pravo surovo maslo, ali pa hladno stiskano kokosovo olje, tisto na žlico, potem to fino zblendate, da rata res taka fina tekstura in penca in noter dodate kapljico pink pepperja. Tako da odlična stvar, ki tudi podpira zdravo odzivnost celotnega praktično telesa in telesnih sistemov. Tako da jaz bi mu na hitro rekla, tisto, kar ponovadi poznamo najbolj in dobimo strani On Guarda, vam lahko da tudi pink pepper. Tako da ga lahko tudi rečeno seveda mažete na predele, kjer želite podporo, eno tako zdravo telesno funkcijo, za zdravo odzivnost, seveda na podplate, potem lahko tudi na področju dihal. Izredno ugodno deluje tako kot kardamom, tudi na naša prebavila, tako da si lahko rečeno ga pripravite tudi skupaj s pink pepperjem, kardamom in pink pepper na predel popka in v smeri onega kazalca na predel trebuha. Vsekakor pa si preberite res več, predno se jaz čisto razgovorim tudi o njegovem pridobivanju, ker vam bo zelo lepa zgodba, ki jo boste slišali iz Kenije, kjer se pridobiva doTERRA pink pepper in tudi veliko napotkov, kaj še lahko z njim počnete. Če gremo naprej na kardamom, prva stvar, ki jo vsekakor moram reči, kardamom je res odličen za vse kulinarične, bomo rekli, navdušence, tiste, ki pač imate radi dodatno aromo. Tako kot vsa eterična olja ga lahko dodajate najprej po zobotrebec ali v kakšen jogurtov pripravek, ali lahko ga date, jaz zelo rada to dajem v presne torte. Moj recept za presno torto vam tudi nalepim, ker mislim, da ga še nisem zgoraj. Obožujem jih. In tudi kardamom me vedno spomni na moje potovanja še v Sirijo, kjer mi je gospod še v tistem krasnem, takrat lepem Damasku pred nesrečnim dogodkom in dogodki zmlel svež kardamom skupaj s kavo in še par začimbami in to je po mojem bila najboljša kava, kar sem v življenju pila. Kanček tega so mi potem še prečarali v južnem delu Egipta Nubici, ki so nam tudi zvečer, v večerji pripravili na tak način kavo. Tako da res eno od takih stvari, ki jo vsekakor izkoriste kardamom. Če je pink pepper kot nekaj, kar lahko pričakujete od On Guarda, je kardamom nekaj, kar lahko pričakujete od Era oziroma nekdanjega Breatha. Tako da vsekakor tudi ne naključje, da je kardamom dejansko v mešanici R, tako da ugodno vpliva na dihala in seveda tudi na naša prebavila. Si pa preberite, na kaj vse tudi na čustvenem področju vpliva en in drug, zato da vas zdajle preveč ne zadržujem. Če pa imate kakršnokoli dobro izkušnjo z enim ali pa drugim, torej s kardamomom ali z pink pepper, pa kar napišite spodaj. Ali pa če imate kakšnokoli vprašanje, tudi dobrodošlo, pa lep dan vam želim.